Spoštovani in spoštovane, prisrčno vas pozdravljam na konferenci posvečeni življenju in delu dr. Antona Mahniča. Pred dobrim stoletjem je umrl mož, ki je bil hkrati duhovnik, škof, profesor, pesnik, pisatelj, kritik, urednik, vzgojitelj in je tudi božji služabnik. Osebnost, ki je svojo besedo in dejanjem globoko zaznamovala ne le slovensko, temveč tudi hrvaško zgodovino. Mahnič je bil človek mnogih talentov in vlog. Njegova življenjska pot, ki se je začela leta 1850 v Kobdilju na Krasu, je bila prežeta z gorečo zvestobo resnici in neomajno predanostjo načelom. Sam je dejal: pot načela je ozka in težavna, a hkrati častna in zmagovita. Prav to vodilo je usmerjalo njegovo delo, od vnetega profesorja in urednika do škofa na Krku, ki je znal povezovati Slovence in Hrvate na kulturnem, cerkvenem in političnem področju. Njegova prizadevanja so pustila globoke sledi. Ustanovil je revijo Rimski katolik in mesečnik Hrvatska straža. Se zavzemal za dosleden katoliški politični nastop ter se boril za pravico do maternega jezika in dostojanstva narodov. Čeprav je zadnja leta preživel v bolezni, revščini in preizkušnjah, je ostal zvest svojim idealom do zadnjega diha. Ravno zaradi te nepopustljive drže je bila njegova vloga pogosto kontroverzna. Mahnič je s svojimi stališči razdvajal, saj je posegal v samo jedro kulturnih in idejnih bojev svojega časa. In ti kulturni boji, čeprav v novih oblikah, ostajajo živi še danes, 100 let po njegovi smrti. Naj bo današnja konferenca priložnost, da Mahniča pogledamo onkraj delitev, neobremenjeno, s potrebno zgodovinsko distanco, a tudi z občutkom za aktualnost njegovih misli. Verjamem, da bodo naše razprave prispevale k globljemu in ravnotežjemu razumevanju njegovega mesta v zgodovini ter njegove dediščine za sedanjost. Hvala in dobrodošli. Hvala lepa, spoštovani gospod Škof, za vaš uvodni nagovor. Spoštovane in spoštovani, v čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Fakultete za pravo in ekonomijo, katere dekan sem, torej na simpoziju o življenju in delu zelo pomembnega človeka svojega časa. Nekako sem razmišljal, kaj vam sporočiti, kakšno naj bo sporočilo za ta uvod celodnevnega in verjamem zelo zanimivega dogodka. O tem seveda pričajo izredno ugledna imena, ki bodo delila z nami svoj uvid v življenje in delo spoštovanega škofa Mahniča. Zdaj, dobrih 100 let po njegovi smrti, smo priča pravzaprav eni vrzeli, vakuumu, če ga tako imenujemo, med tem, kaj ljudje percipiramo kot resnico in med tem, kaj je ena informacija, ki pride nekako, oziroma ki je vse povsod prisotna dan današnji čas. Ne znamo več kritično lotiti oziroma ločiti na nek način verodostojne informacije od tega, kar je stvarna resnica in oprijemljivo znanje. Če so nekoč veliki gospodje oziroma filozofinje naše civilizacije, med katere lahko prištevamo seveda tudi škofa Mahniča, imeli to odgovornost in zavedanje o pomenu znanja kot neke vrste motivacijo oziroma, kako ne reče temu človek, vero v to, so to izkazovali svojim zgledom, potem se danes pravzaprav zdi, kot da vsi vemo vse. In to pravzaprav je na nek način eno izmed poslanstev naše fakultete, Fakultete za pravo in ekonomijo, ki je z veseljem prišla naproti pobudi za organizacijo tega, oziroma za soorganizacijo tega posveta skupaj s študijskim centrom za narodno spravo. Zdaj, dovolite mi, da tudi v svojem imenu se zahvalim pobudnikom
Tega posveta, ki ga bom z zanimanjem spremljal, torej in tudi vas nekako nagovarjam k temu, torej ostanite z nami ves dan, obeta se zelo zanimiv in poučen dogodek. Upam, da se bomo na koncu nekako strinjali s tem, da je torej potreba po torej nekako selekciji, elekciji oziroma biti zmožen torej ločiti resnico od neresnice toliko večja in nekako močnejša, kot je bila pred današnjim simpozijem. Vsem skupaj želim prijeten dan in vas lepo pozdravljam torej iz tega mesta. Hvala lepa. Spoštovani gospod Škof, spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes pozdravim na konferenciji posvečeni dr. Antonu Mahniču. Konferenca poteka tudi v okviru, lahko že rečem, izdihljajev mojega raziskovalnega projekta med tradicijo in moderno slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi 1848-1948, v okviru katerega bo prav kmalu vyšel zbornik pri založbi Družina, ki zajema poleg Matije Slaviča, Franca Kovačiča, Virgila Ščeka in drugih tudi poglavje o Antonu Mahniču. Za mnoge kontroverzna osebnost, po svoje celo demonizirana, pa je v raziskovalnem smislu še vedno po svoje enigma. Sam sem že pred nekaj leti, mislim, da je bilo 2016, v enem prispevku, ko sem pisal o stražarjih v zborniku imenovanem Slovenija 2041, predlagal uporabo novega koncepta tudi za raziskovanje življenja in dela dr. Antona Mahniča. Večina najverjetneje tega članka ni prebrala, upam, da ga je kolega Aleš Mavr, ker je bil urednik. Gre za koncept antimoderna. Zakaj antimoderna? Antimoderna je v evropski historiografiji uveljavljen pojem za jezike in prakse, ki od poznega 19. stoletja naprej kritično presojajo temeljne postulate moderne. Liberalno demokracijo, parlamentarizem, radikalni individualizem, sekularizem, kult napredka. Ne gre za enoznačen sinonim za fašizem ali totalitarizem, temveč za širok spekter intelektualnih drž, od kulturne in moralne kritike do politično-programskih vizij družbenega preporoda. Njena analitična prednost je, da nas prisili k branju akterjev v njihovem lastnem pojmovnem jeziku, ne pa skozi poznejše ideološke etikete. Anton Mahnič je eden prvih in najizrazitejših slovenskih mislecev, ki je dosledno artikuliral antimoderni diskurs. Njegova besedila dosledno diagnosticirajo bolezni moderne dobe: liberalizem, naturalizem, materializem, skepticizem, nihilizem. V jedru je Mahničev program moralno-kulturni. Želi prebuditi katoliško oblikovano javnost, sposobno duhovne discipline, kulturne odličnosti in jasnega razlikovanja resnice od zmote. Ta drža ni le obramba obstoječega, je tudi projekt preureditve kulturne sfere, šolstva, tiska, javne besede, v skladu z njegovim razumevanjem resnice in skupnega dobrega. Mahničev slog je polemičen, vendar metodičen. Imenuje pojme, razgrajuje argumente, gradi hierarhijo vrednot. Prav ta retorična ostrina je sprožila močan odziv in prispevala k znameniti ločitvi duhov. Če antimoderno vzamemo resno kot analitični okvir, lahko to polarizacijo razumemo ne kot naključni izbruh, temveč kot logično posledico trka dveh svetovnih nazorov z različnima predstavama o človeku, družbi in avtoriteti. Kaj nam Mahničeva antimoderna pokaže? Prvič, pomen pojmov. Mahnič modernosti ne zavrača pavšalno, napada tisto, kar vidi kot prelom s transcendenco in razgradnjo skupnosti. S tem odpira vprašanje, koliko je moderna zmožna nositi lastne protislovnosti med svobodo in resnico, pravicami in dolžnostmi, napredkom in kontinuiteto. Drugič, strategija kulture. Razume, da se bitke 19. in 20. stoletja vodijo v kulturi, v časopisih, šolah, društvih. Antimoderna ni le teza, je organizacijski načrt za oblikovanje javnosti. Tretjič, evropski horizont. Čeprav je radikalno vpet v slovenski kontekst, govori politični jezik razumljiv po vsej Evropi. To nam omogoča primerjalno branje brez provincializma in brez apologije. Mahniča lahko postavimo v bok drugim kritikom moderne in izmerimo podobnosti te razlike. Kako danes brati Mahniča? Najprej brez sloganov. Antimoderno uporabljamo kot orodje, ne kot etiketo.
Sprašujemo se, kateri pojmi so Mahniču ključni, kako razume avtoriteto, svobodo, resnico, narod, kulturo, kje je razmejitev, do česa je nepopustljiv, kje dopušča pluralnost, kako se strategije, naprimer tisk, vzgoja, društva, ujemajo z njegovimi cilji in kakšen je bil učinek njegovega političnega jezika, kdo ga je sprejel, kdo zavrnil in zakaj. Drugič, berimo ga v celoti, polemike, pastoralne tekste, kulturne pobude. Šele tako bomo videli, da Mahnič ni samo proti moderni, je za določeno predstavo reda, resnice in kulture. V tem se skriva njegova trajna aktualnost in tudi ostrina. Postavlja neprijetna vprašanja o mejah liberalne tolerance, o odgovornosti intelektualcev in o ceni, ki jo plačamo, ko se odrečemo skupnim merilom. In tretje, Mahniča umestimo v dinamiko časa. Antimoderna je odgovor na krize, ki so bile realne. Pospešena sekularizacija, fragmentacija javnosti, socialna vprašanja, geopolitični interesi. Naša naloga ni, da krizo romantiziramo ali demoniziramo. Naloga je, da jo razumemo. In s tem preberemo tudi lastne debate z več zgodovinske globine. Spoštovani, današnje srečanje naj bo priložnost za natančno, primerjalno in pošteno branje Mahniča. Ne zato, da bi ga kanonizirali ali zavrgli, temveč da bi skozi antimoderno bolje razumeli napetosti slovenske moderne, med vero in svobodo, tradicijo in novostjo, avtoriteto in pluralnostjo. Samo tako bomo iz polemik izvлекli tisto, kar je zares dragoceno. Jasnost pojmov, čvrstino argumentov in pogum za dialog. Hvala lepa in želim vam plodno konferenco. Spoštovane gospe in spoštovani gospodje, začnimo kar z delom, ker nas čaka 11 referatov. V dopoldanskem in popoldanskem delu dovolite mi eno kratko digresijo. Ta simpozij, ta znanstveni posvet je pravzaprav logično nadaljevanje posveta, ki je bil predviden, ampak je tik pred zdajci odpadel sredi oktobra 2020 ob stoletnici Mahničeve smrti. Bi moral biti simpozij z jedrom današnjih referentov v Gorici. Takrat so mejo zaprli zaradi znamenitega covida in je danes potem prišel v Beseda je meso postala. Za te zasluge ima predvsem pobudnik dr. Stane Granda, ki nas je k temu ponovno nagovoril, in pa kolega, prvi referent v tem panelu, ki postavlja Mahniča v zgodovinski kontekst, kolega Vipavski rojak oziroma ajdovski rojak, sodelavec dr. Matic Batič, mož mnogih talentov, ki je tudi dejansko poskrbel, da je dobil ta današnji posvet obliko, ki jo boste lahko spremljali do poznega oziroma do sredine popoldneva. Matic Batič je znanstveni sodelavec Študijskega centra za narodno spravo in posega v različna zgodovinska obdobja in to zelo uspešno. Naslov njegovega referata bo Mahnič in ultramontanistično katolištvo 19. stoletja. Naj uvod izrabim še zato, da referente, spoštovane referentko in referente, opozorim na to, da bojo bolj ali manj točni, torej 20 minut, kajti čaka nas veliko dela, veliko zapovedati, tudi potem so predvidene razprave, da ne zamujamo preveč. Matic, beseda tvoja. Hvala lepa, Renato, hvala lepa za to prijazno predstavitev. Spoštovani, spoštovane, dovolite mi, da današnji referat morda začnem nekoliko drugače in sicer z dvema kratkima epizodama iz katoliškega življenja 19. stoletja na Slovenskem. Prva epizoda se je dogodila v 20. letih 19. stoletja, kraj dogajanja pa je Šmartin v okolici Kranja. Jeseni 1824 je bil v župniji imenovan nov kaplan. Mladi kaplan je kmalu zaslovel kot odličen pridigar in priljubljen spovednik, poleg tega pa je začel navduševati vernike tudi za nekatere nove ali pozabljene pobožnosti, kot na primer do srca Jezusovega in Matere Božje. Buditi je skušal tudi bratovščino. Čeprav se morda to zdi čisto običajno delovanje za mladega, zagretega, zagnanega duhovnika,
so njegovi pastoralni prijemi v tedanjem času med duhovniškimi sobrati sprožili tako ostro nasprotovanje, da ga je moral ljubljanski škof Wolf leta 1828 premestiti za kaplana v Metliko. No, kaplan je seveda tudi v Metliki nadaljeval z enakim pastoralnim pristopom ter ponovno naletel na ostro nasprotovanje in celo šikaniranje. Njegovo odločitev za odhod v misijone, kjer je zaslovel kot apostol indijancev v Michiganu, moramo gotovo razumeti tudi v tem okviru. Verjetno ste večina med vami že uganili, da gre seveda za Friderika Barago. Premaknimo se zdaj približno 40 let v prihodnost, kraj dogajanja pa je tokrat Goriška, natančneje mesto Gorica, odkoder se je 2. septembra 1872 navsezgodaj zjutraj množica romarjev odpravila proti bližnji Sveti Gori, kraju Marijinih prikazovanj 16. stoletja. Romanja naj bi se udeležilo kar med 40 in 50 tisoč vernikov. Na Sveti Gori sta med glavno mašo pridigarja v slovenščini in italijanščini spregovorila zbranemu ljudstvu. Govorila sta o težkem papeževem položaju ter pozvala vernike, naj goreče molijo za konec vseh krivic, ki se mu godijo. Ob koncu slovesne maše so se vsi verniki na to pripravili na prejem popolnega odpustka in papeževega blagoslova, ki ga je podelil goriški nadškof. Sledile so litanije Matere Božje in posebna molitev za papeža. Podobna romanja so se v naslednjih letih ponovila tudi v okoliških krajih, ponovno ob veliki udeležbi vernega ljudstva. No, na prvi pogled se morda zdi, da med obema dogodkoma niti ni veliko skupnega. Marsikdo se je mogoče že tudi vprašal, kakšno zvezo sploh imata z Antonom Mahničem, čigar življenju in delu se danes primarno posvečamo. A obe epizodi povezuje to, brez česar ne moremo zares razumeti Mahničevega javnega nastopa in njegovih versko-političnih načel. To pa je vzpon novega katoliškega etosa, značilnega za 19. stoletje. Kot poudarja znani zgodovinar Christopher Clark, kulturnih vojn druge polovice 19. stoletja dejansko ni mogoče zares razložiti brez velike preobrazbe katoliške cerkve v obdobju od francoske revolucije in napoleonskih vojn dalje. Clark to novo usmeritev poimenuje novo katolištvo. V mednarodnem okolju pa se bolj običajno uporablja izraz ultramontanizem oziroma ultramontanistično katolištvo. Ne gre torej za nikakršno slovensko posebnost, temveč za vseevropski fenomen, ki pa se je seveda v posameznih državah odražal na nekoliko različne načine. Osnovno vprašanje, ki se torej postavlja, je, kaj je sploh bilo to ultramontanistično katolištvo oziroma kaj je prineslo novega. Začnimo pri sami besedi. Ultramontanizem se seveda nanaša na tisto oziroma tistega, ki je ultramontes, torej onkraj gora. S tem je seveda mišljen rimski papež. Ultramontanizem je torej prvenstveno bilo intelektualno-teološko gibanje, ki je poudarjalo papeževo avtoriteto in pristojnosti znotraj katoliške cerkve. Morda se nam to danes zdi skorajda samoumevno. Vendar pa je potrebno razumeti, da je bilo v 18. stoletju povsem drugače. Takrat so namreč v katoliški cerkvi prevladovale galikanske, febronijanske in jožefinistične težnje, ki so dajale velik pomen predvsem avtonomiji partikularnih cerkva oziroma posameznih škofov, pa tudi seveda državi pri urejanju cerkvenih zadev. Če želimo razumeti novost in tudi radikalnost ultramontanističnih pogledov v tedanjem kontekstu, se moramo torej vrniti v čas ob koncu 18. stoletja. V tem času je francoska revolucija in nato napoleonsko obdobje, ki je sledilo papeštvu, gotovo na prvi pogled zadale zelo hude udarce. Papeška država je vsaj začasno bila sekularizirana, papež Pij VI je celo postal ujetnik francoske vojske in kot ujetnik tudi umrl v francoskem Valonsu. Ob njegovi smrti so mnogi, tako na bolj razsvetljeni kot tudi nekoliko bolj konzervativni strani, menili, da je na nek način z njegovo smrtjo papeštvo v bistvu propadlo in ga zato nekoliko posmehljivo imenovali kar Pij VI in poslednji. A prav v Franciji je v naslednjih desetletjih vzniknila tudi reakcija, in sicer v obliki novega gibanja, ki je kot odgovor na zlom starega reda in kaos, v katerega je bila v tem času pahnjena Evropa, začelo poudarjati ne le pomen katoliške vere, temveč specifično papeževe vloge. Vodilni filozof kontrarevolucije, znani Savojec Joseph de Maistre, je tako poudarjal papeško avtoriteto in nezmotljivost kot ključ za obnovo evropskega reda. Ultramontanizem je torej v začetku bil predvsem intelektualno gibanje, ki se je iz Francije nato kmalu razširilo še v Italijo, Habsburške dežele, Nemčijo in tako dalje.
Pri tem se je pogosto tesno povezoval z evropsko romantiko. Eno izmed najpomembnejših zgodnjih žarišč, torej intelektualnih žarišč ultramontanizma je tako na primer bila Združba intelektualcev v nemškem Münchnu, zbrana okrog romantičnih pesnikov Josefa Goebbelsa in Clemensa Brentana. Podobni krogi so nastajali tudi v drugih nemških in avstrijskih mestih. A ultramontanistične senzibilnosti so kmalu prerasle zgolj poudarjanje papeške avtoritete. Ključno vlogo pri tem pa je imela povezanost s katoliškim verskim preporodom značilnim za 19. stoletje. Čeprav smo na 19. stoletje običajno navajeni gledati kot na čas postopne sekularizacije, je bila dejanska verska podoba Evrope mnogo kompleksnejša. Podatki iz vseh katoliških okolij namreč v tem času razkrivajo naravnost silovit porast verskega življenja. Tega lahko prepoznamo na najrazličnejših ravneh. Na prvem mestu lahko morda izpostavim razmah redovnega življenja. Če redovništvo že pred časom francoske revolucije in nato zlasti po njej pa v tem napoleonskem obdobju bilo v veliki krizi in nato v številnih predelih skorajda izginilo, je v naslednjih desetletjih prišlo do velike rasti vstopov v redovne skupnosti. Poseben razcvet so v tem času doživeli ženski nekontemplativni redovi. Razcvet redovnega življenja je bil seveda tesno povezan s splošnim porastom verskega življenja. Katoličani po vsej Evropi so v tem času množično poglobili svoje versko življenje, zlasti v obliki ljudskih pobožnosti. Kako zelo je narasla priljubljenost, na primer roman zgovorno, kaže primer množičnega romanja k relikviji svete suknje leta 1844. V roku nekaj tednih je to relikvijo počastilo približno 500 000 romarjev. Poleg romanja je v tem času prišlo tudi do razcveta drugih pobožnosti, na primer češčenja srca Jezusovega in Matere Božje. Popularno šmarnične pobožnosti, na primer, izhaja prav iz 19. stoletja. Za razliko od poznega janzenizma, torej ta nova katoliška pobožnost ni bila več prvenstveno zaprta vase, usmerjena k osebni molitvi in strogemu prespraševanju vesti. Lahko bi rekli, da je bila bolj skupnostna, čustvena, odprta za mistiko in čudežno. O vzrokih za to med zgodovinarji že dolgo potekajo živahne razprave. Nekateri vidijo glavni vzrok zlasti v spontanem vrenju od spodaj, bi lahko rekli, spet drugi ga razumejo kot rezultat načrtnega programa od zgoraj, se pravi okrepljene misijonske aktivnosti duhovščine, osvobojene številnih vezi fevdalnega reda. V zadnjem času se čedalje bolj uveljavlja prepričanje, da moramo seveda upoštevati nekako prepletanje obeh dejavnikov. Za razcvet katoliške verske prakse je bilo bistveno predvsem to, da se ponoven vzpon ljudske pobožnosti ujel in združil s spremenjeno politiko znotraj cerkvenih vrhov. Papež in rimska kurija sta tako seveda odločno podpirala ponovno oživele oblike pobožnosti, ki so jih širili predvsem mlajši, podeželski duhovniki. Slednji pa so v papežu videli oporo proti starejši, pogosto galikansko, febronijansko ali jožefinistično usmerjeni visoki duhovščini, ki je v tem času večinoma še izhajala iz plemiških vrst. Sklepno lahko torej rečem, da je ultramontanizem uspel, ker je za razliko od preomenjenih teoloških smeri, ki so v veliki meri ostala domena cerkvene elite, uspešno nagovoril želje in hrepenenje tedanjega preprostega katoliškega vernika. Končno seveda uspeha ultramontanističnega gibanja ne moremo razumeti še brez upoštevanja nekaterih drugih dejavnikov, kot je na primer pomen tiska. V večini evropskih držav so namreč najprodornejši katoliški listi bili izrazito ultramontanistično usmerjeni. Posebno vplivno vlogo je v tem času igrala znana jezuitska revija Civiltà Cattolica, ki je delovala tudi kot nekakšen neformalni glas papeža in rimske kurije. Kot taka pa je predstavljala novo obliko papeške komunikacije, ki se je tedaj prvič obrnila neposredno k ljudem. Povezava verskega preporoda z naraščanjem papeške vloge je seveda vodila k bolj centralizirani in enotni cerkvi. Taka cerkev pa se je lahko na povsem drugačen način soočila s političnimi izzivi 19. stoletja. V tem oziru se ostanek mojega referata zelo lepo nekako navezuje na problematiko antimoderne, oziroma sam bi raje uporabil izraz antimodernizma, ki jo je načel že dr. Ivešič.
Torej, kot rečeno, ultramontanizem bi lahko rekli, da je bil od vsega začetka jasno politično obarvan, saj se je v veliki meri pojavil, kot rečeno, prav kot reakcija na francosko revolucijo in njene posledice. Politična restauracija prve polovice 19. stoletja teh novih liberalnih idej seveda ni izkoreninila. Posledično pa je bila cerkev postavljena pred izziv, kako se soočiti z liberalnimi težnjami. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da liberalizem ni imel zgolj politične dimenzije, se pravi v smislu zahteve po odpravi fevdalizma in podobno, ampak tudi jasno idejno podstat, ki je v marsičem nasprotovala tradicionalnemu katoliškemu pogledu na svet. Osnovna razlika je bila že v sami koncepciji družbe, kajti liberalizem je zagovarjal tezo, da bi morala biti družba zgrajena iz avtonomnih posameznikov, ki naj samostojno odkrivajo in sprejemajo ne le politične, temveč tudi moralne odločitve. S tem se je logično povezoval tudi ekonomski liberalizem. Odnos vodilnih ultramontanističnih intelektualcev do liberalizma v začetku sicer ni bil povsem enoznačen. Predvsem francoski krog okrog takrat zelo vplivnega duhovnika Félicité de Lamennaya in njegovega sodelavca Charlesa de Montalemberta je na primer zagovarjal liberalne ideje o svobodni cerkvi v svobodni državi. A njegove ideje je tedajni papež Gregor XVI. Leta 1832 nedvoumno obsodil v encikliki Mirari Vos. Lamennais pa je na to izstopil iz cerkve. Rekli bi lahko, da predstavlja enciklika nekakšen mejnik, po katerem je ultramontanizem prevzel povsem konzervativna oziroma reakcionarna stališča. Tudi Gregorjev naslednik, papež Pij IX, se je namreč vsaj od revolucije leta 1848 dalje, ki je ogrozila tudi njegov položaj oziroma njegovo vlogo znotraj papeške države, negativno opredelil do liberalizma. Papež je kot odgovor na napredovanje liberalnih idej podpiral nadaljnjo konsolidacijo cerkve. Katolištvo naj bi se tako enovito postavilo proti revoluciji in liberalizmu. Na drugi strani pa so seveda liberalni režimi, kjer so se uveljavili, pogosto sprejemali antiklerikalne zakone, ter si v nekaterih primerih tudi skušali povsem podrediti delovanje cerkve. Verjetno najlepši primer predstavlja tedanja Španija po uveljavitvi liberalnega režima. Lahko bi rekli, da je bil ta krog tako rekoč sklenjen. Saj sta se oblikovala dva čedalje bolj jasno zamejena tabora, katoliški in liberalni oziroma svobodomiselni, kot so takrat temu pogosto rekli. Za naše razmišljanje pa je v tem kontekstu bistveno, da je ta proces obenem krepil tudi enotnost in centralizacijo znotraj cerkve, ki se je kazala na primer v tem, da so nunciature čedalje pogosteje posegale v delovanje posameznih škofij. Ponovno je bila na primer obnovljena tudi dolžnost rednih obiskov škofov v Rimu in tako dalje in tako dalje. Pod vplivom teh tendenc se je torej, če nekako sklenem, ultramontanistično katolištvo oblikovalo kot nov, celovit katoliški etos. V tem referatu opisane prvine, se pravi zvestoba papežu in njegovemu učiteljstvu, ki je vrh seveda doseglo na prvem Vatikanskem koncilu, ko je bila potrjena dogma o papeški nezmotljivosti v verskih in moralnih vprašanjih. Potem nova verska praksa in nasprotovanje liberalizmu, kot še zadnji dve prvini, so se torej v njem, tem novem katoliškem etosu, namreč združile v enovito celoto, pri kateri so posamezne prvine nekako logično izhajale ena iz druge oziroma drugo podpirale. Kot je torej izpostavil že kolega dr. Ivešič, lahko to katolištvo opredelimo kot antimodernistično. Saj je želelo podati katoliško alternativo liberalnemu razvoju tedanjih družb. Navidezni paradoks zgodovine 19. stoletja je tako v tem, da je ob sekularizaciji precejšnjega dela kulturnega življenja in sčasoma tudi precejšnjega dela oziroma precej širokih slojev prebivalstva s seboj na nek način prinesla tudi svoje popolno nasprotje, torej ta nov ultramontanistični katoliški verski etos. Kako si to lahko razložimo? Menim, da nam je v pomoč lahko že izpostavljeni oziroma citirani Christopher Clark, ki opozarja, da naše razumevanje moderne dobe še vedno v veliki meri temelji na liberalni miselnosti 19. stoletja. Produkt takega načina razmišljanja pa je na nek način ločevanje preomenjenega katoliškega verskega preporoda od moderne dobe. Se pravi, ta preporod je razumljen v bistvu bolj kot neka ostalina preteklosti.
A natančnejši študij nam pokaže, da ravno nasprotno, liberalizem še zdaleč ni imel monopola nad modernostjo. Dejstvo namreč je, da je bil novi katoliški etos, prav tako kot znane modernistične ideologije 19. stoletja, kot naprimer liberalizem, nacionalizem in tako dalje, brez dvoma obenem tudi njegov produkt, saj si novega katoliškega življenja ne moremo zamisliti, naprimer brez velikega razmaha katoliškega tiska, društev, knjig, množičnih dogodkov in tako dalje in tako dalje. Z drugimi besedami, ultramontanistično katolištvo je konec koncev, podobno kot naprimer nacionalizem, temeljilo v močnejši identifikaciji s širšimi, če lahko temu tako rečem, identitetnimi kategorijami, ki so nasploh značilne za 19. stoletje. Zaključil bi rad s ponovno omembo obeh uvodnih epizod, Baragovega izgona, če lahko temu tako rečem, in romanja na Sveto Goro. Baragov nastop lahko po mojem mnenju razumemo kot prve kali novega ultramontanističnega katolištva na Slovenskem. Podobno tudi romanje na Sveto Goro leta 1872 ni bilo zgolj ljudska pobožnost, temveč obenem tudi manifestacija povezanosti s papežem in nove virsko-politične drže. V obeh primerih je torej šlo za znamenje širše preobrazbe katolištva v 19. stoletju, ki jo moramo seveda, da se končno navežem na samega Mahniča, razumeti tudi kot ozadje Mahničevega delovanja oziroma njegovega javnega nastopa. Mahniča torej gotovo nikakor ne moremo razumeti kot osamljenega misleca oziroma nekega outsiderja, temveč v bistvu kot enega izmed odrazov tega procesa. O tem, kako se je torej uveljavitev tega novega katoliškega etosa postopoma uveljavljala tudi v slovenskem prostoru, pa žal vemo zelo, zelo malo. Trdil bi celo, da sodi med najmanj poznane vidike slovenske katoliške zgodovine. No, če sklenem za nekoliko bolj pozitivno noto, pa lahko izrazim upanje, da bo že današnji simpozij prinesel vsaj nekaj dragocenih kamenčkov v ta zaenkrat še precej prazen mozaik. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala dr. Maticu Batiču za izredno poveden referat. Vabim k besedi že našega naslednjega referenta, ki prihaja iz Štajerske, čeprav je tržaški rojak, dr. Ivo Krže, filozof, pa še kaj drugega zraven, verjetno eden najboljših poznavalcev tomistične in neotomistične filozofije na Slovenskem. Njegov referat je Mahnič in neotomizem. Spoštovani, lep pozdrav še z moje strani. Dva predhodna govornika sta nastavila lepo okvir, znotraj katerega se umešča tudi ta moj referat, namreč omemba kolega dr. Ivešiča, tega generalnega konteksta antimoderne usmerjenosti katoliške misli, v katero se umešča tudi Mahnič. In omemba kolega dr. Batiča, se pravi, oziroma ta razgrnitev recimo konteksta, cerkvenega, tudi političnega, v katerega se potem, ali pa cerkveno-političnega, v katerega se potem Mahnič umešča. Moj referat se bo pa res nanašal zelo ozko na Mahniča, zelo ozko na Mahničeva besedila, oziroma na eno besedilo Mahničevo, in to je ravno to besedilo, ki ga imamo tukaj na ekranu. Se pravi, gre za besedilo iz prvega letnika Rimskega katolika, za znamenit članek Več luči, gre za citat iz Goetheja, Mehr Licht, kjer Mahnič, seveda zelo drugače kot Goethe, skratka razgrne v bistvu v veliki meri svoj program zlasti tako na filozofsko in literarni ravni, potem gre v veliki meri za kritiko Stritarja sicer v tem besedilu. Ker mene zanima, je pa tu, o čemer bi rad tukaj spregovoril, je pa torej skratka umestitev Mahniča v neotomizem. Neotomizem je pravzaprav, kako ne bi rekli, ta idejna podstat, ta filozofska podstat, ki na nek način kaže smer pravzaprav temu gibanju, o katerem je bilo ravno prej govor. Tekla beseda, Skratka, in tu in Mahnič je zagotovo, Mahniča ne moremo razumeti drugače kot pač v navezavi pravzaprav na ta filozofski kontekst, ampak grem sedaj k samemu referatu. Torej,
Katoliška filozofska in teološka misel je od okrožnice Leona XIII. Eterni Patris iz leta 1879 dalje jasno zasnovana kot povratek k tomizmu, v luči katerega so katoliški mislici zauzemali bolj ali manj kritični odnos do novoveške filozofije ali modernitete, moderne misli, če hočemo. Ta leoninski in še prej od italijanske jezuitske revije Civiltà Cattolica, že omenjene, spodbujeni neotomizem, je bil tisti miselni tok, ki je našel v Antonu Mahniču svojega odličnega, pa tudi najbolj vplivnega predstavnika na Slovenskem in kasneje tudi na Hrvaškem. Kot sem že pokazal v svoji monografiji o Mahničevi estetiki, je iz tega miselnega toka pretežno dosledno klila celotna Mahničeva dejavnost na estetskem, literarno-kritičnem, pa tudi na političnem področju, o čemer je tekla beseda lani na podobnem simpoziju. Vprašanje pa je, ali in v koliki meri je tudi Mahničevo spoznavoslovje res dosledno izhajalo iz te iste miselne podlage. Potem bom pojasnil, zakaj ravno spoznavoslovje, zakaj ravno ta predel filozofije. Vprašanje umestitve Mahniča v smeri tedaj razvijajočega se neotomističnega spoznavoslovja je posebej pomembno, ker omogoča boljše razumevanje Mahničevega delovanja tudi na ostalih že omenjenih ravneh, saj jih Mahnič zavestno povezuje s svojimi temeljnimi filozofskimi uvidi. Torej že recimo od njegove knjige 12 večerov naprej, oziroma od njegovih člankov, 12 večerov. Najprej se torej malo natančneje oglejmo, kaj je neotomizem. Pri tem je pomembno, da se ozremo najprej na predzgodovino neotomističnega gibanja, kot jo denimo opisuje Gerald McCool v svoji knjigi Neotomisti, ki je na tem, da bo išla v slovenskem prevodu pri založbi Družina. Ta predzgodovina sega v obdobje po francoski revoluciji, ko je cerkev tako rekoč po vsej Evropi, zlasti pa v Franciji, utrpela mnogo škode zaradi revolucionarnega vrenja, tako da je prišlo do prave cezure v poučevanju teoloških ved na bogoslovih. O tem smo slišali v prejšnjem prispevku, skratka za ta širši zgodovinski kontekst. Skolastiko so nadomestili v odločilni meri novoveški avtori, kot zlasti Descartes in Leibniz, kasneje pa tudi Kant in Hegel. Nauki teh filozofov so bili globoko neuskladljivi s katoliško vero, kar se je pokazalo proti sredini 19. stoletja s cerkvenimi obsodbami avtorjev, kot so bili Rozmini, Gioberti, Günther in Hermes. Zoper prevzem novoveške misli se je v katoliškem okolju dvignil tradicionalizem, ta filozofski tradicionalizem, katerega recimo Joseph de Maistre je bil velik predstavnik in na nek način začetnik, ki pa je bil prav tako obsojen, naprimer pri Bonetiju, torej cerkveno obsojen, ker je odrekel razumu vsakršno vrednost. O pojavitvi vseh teh stranpoti so se v prvi polovici 19. stoletja začeli zlasti v Italiji in zlasti med jezuiti pojavljati zamisli o obuditvi skolastike in prav posebej nauka svetega Tomaža Akvinskega, ki je s svojim realizmom predstavljal radikalno alternativo novoveški misli, kar bo bolj pojasnjeno v nadaljevanju. Tako se v omenjenem jezuitskem krogu revije Civiltà Cattolica in prav posebej v delih Mateja Liberatoreja začne razvijati neotomizem v pomenu kritike novoveške filozofije s pomočjo tomističnega miselnega aparata. Iz tega kroga, kot že rečeno, izvira sam papež Leon XIII, ki pa je bil močno vezan na belgijski prostor vse od svojega obdobja, ko je bil tam nunci, namreč v Belgiji, med letoma 1843 in 1846. V tej deželi pa so se usporedno s teoretskimi napori revije Civiltà Cattolica začele razvijati drugačne oblike neotomizma, ki so iskale prej nekakšno spravo z novoveško mislijo, kot pa njeno radikalno kritiko. Osrednji lik tega tipa neotomizma je bil bodoči kardinal Désiré Mercier, ki ga je Leon XIII postavil leta 1889 na čelo Višjega inštituta za filozofijo Katoliške univerze v Louvenu. Ta inštitut pa naj bi predstavljal razvojno konico neotomističnega gibanja. To gibanje je Leon XIII že v začetku svojega pontifikata podprl in pozdravil v že omenjeni okrožnici Eterni Patris. Neotomizem se je torej dokaj kmalu razcepil na smer, ki je novoveško filozofijo radikalno zavračala in je bila torej v skladu z omenjenom antimoderniteto,
in smer, ki je iskala sintezo med tomizmom in novoveškim subjektivizmom. V nadaljnem razvoju neotomizma je merciejevska, torej ta novoveškosti naklonjena smer, zlasti preko dela belgijskega jezuita, filozofa Josefa Marešala, postavila osnovo za razvoj tako imenovane nouvelle teologiji, ki je tlakovala pod spremembam, ki jih je prinesel drugi vatikanski koncil, medtem ko je liberatorejevska, antimoderna smer, zlasti v osebi patra Reginalda Regula Grangea, vsemu temu nasprotovala. V okvir teh dveh smeri so se potem vključevali kompleksni posredni členi, kot sta bila nadvse pomembna neotomista Etienne Gilson in Jacques Maritain, ki sta pa v zadnji posledici vendarle pripomogla k pridobivanju podpore za novoveško orientiran neotomizem in za nouvelle teologiji. Pri vsem tem je ključno imeti še pred očmi, da se je neotomizem v pomembni meri ukvarjal prav posebej s poznavoslovnimi vprašanji, zato ker je šlo pri njem vendarle za zavzetje odnosa do novoveške filozofije, kjer pa je bilo spoznavoslovje od Descartesa dalje nedvomno v ospredju zanimanja. Iz tega razloga se bom v nadaljevanju ukvarjal zlasti z Mahničevim spoznavoslovjem, kar obravnava le tega najlažje omogoča njegovo umestitev glede na orisana glavna dva tokova neotomistične misli. Prvi nezanemarljivi problem umestitve Mahničevega spoznavoslovja je, da Mahnič glede te teme še zdaleč ni tako zgovoren kot glede estetike in politične filozofije. V bistvu edini odlomek, v katerem se Mahnič nekoliko poglobil spoznavoslovje na način, ki bi lahko nekako omogočal njegovo umestitev v razvijajoče se neotomistično snovanje, je odlomek, ki ga imate tukaj torej projeciranega iz omenjene razprave Več luči. Glasi se, torej, si ga lahko preberemo, ne, torej, kakor sem rekel, pač ta stara slovenščina, ne, Mahničeva, kakor sem rekel, peripatetiki in školastiki prisvajajo človeškemu duhu sposobnost stvarnikove ideje stvarstva usprijeti, kar pomeni dojeti. Ta trditev ima pa zadnjo in najtrdnejšo zaslombo v nauku, da je duša človeškemu telesu forma. Potem takem je vsako telesno ali čutno usprijetje vidnih predmetov pravzaprav operacija razumne duše. Ako ravno čutno, vendar usprimemo objekt z duhom. Ako pa reči same neposredno po čutih sprimemo, zaznamo obenem tudi njihove lastnosti in po istem neovrgljivem stavku vzročnosti, to bo zdaj zelo pomembno, torej po istem neovrgljivem stavku vzročnosti, po katerem iz vtisa zunanjosti sklepamo nabivanje zunanjih predmetov, izvajamo iz različnih kakovosti teh vtisov različne lastnosti predmetov samih. Torej vidimo, kako Mahnič v tem kratkem odlomku zasnuje razmerje med našim spoznavanjem in stvarnostjo izven njega. To je zdaj zelo pomembno, ne? Odlomek je zanimiv v celoti in se k posameznim njegovim vidikom, zlasti k nauku o idejah v stvarnikovem umu in nauku, da je duša človeškemu telesu forma, še vrnem v članku, ki bo še sledil v zborniku, ne? Danes bi se pa osredotočil na tisti del, iz katerega bi se reklo, da Mahnič sledi kartezijansko nadahnjenemu neotomističnemu spoznavoslovju, kakršnega je v tistem času razvijal že omenjeni Désiré Mercier v Louvainu. Gre za zadnjo poved odlomka, skratka, od ako pa reči, od tam naprej, ne? Torej, gre za zadnjo poved odlomka, v kateri Mahnič pravi, da sklepamo na obstoj zunanjih predmetov iz čutnih vtisov po istem neovrgljivem stavku vzročnosti, citiram, kot izpeljujemo tudi iz različnih kakovosti teh vtisov različne lastnosti predmetov samih. Poved se zdi tako rekoč prepisana iz Mercieja, ki v svoji kriteriologiji general pravi takole, da pa citiram moj prevod iz Mercieja, ne? Več duhovno, če priznati, da je treba seči po načelu vzročnosti, da bi z gotovostjo spoznali obstoj zunanjega sveta. Prepričani so, oni, Mercier ne, prepričani so, da imamo neposreden uvid v ta obstoj. Mi smo pa prepričani, da se motijo. Neposredno dojemamo v naših idejah le obstoj notranje stvarnosti. Premoremo neposredni čutni uvid glede zunanjih stvari, ki je brez posrednika in si oblikujemo abstraktni pojem o tem, kakršne so.
a ni nam mogoče z gotovostjo zatrditi obstoja ene ali več ekstramentalnih stvarnosti, torej stvarnosti izven našega uma, ne da bi uporabili zakon vzročnosti. Samo on lahko utemelji obstoj stvari na sebi, ki se razlikujejo od moje podstati, substance, ki pa je slednja dana neposredno v predstavi. Če v pojavnosti spoznanje v deju istovetno spoznanemu v deju, to ne velja tudi za spoznavajoči jaz in spoznani ne jaz in tako dalje. Na osnovi teh dveh besedil, torej Mahničevega in Merciejevega, bi se torej reklo, da Mahnič sledi Mercijeju v tem, da lahko ugotavljamo obstoj in lastnosti stvari izven nas, torej omenjene ekstramentalne stvarnosti, le tako, da izhodiščno spoznavamo našo predstavo o njih, torej ne njih samih, našo predstavo o njih, in se na to vprašamo, kaj je vzrok te predstave, ter končno ugotovimo, da je lahko vzrok te predstave le nekaj drugačnega od nas. In torej nam zunanjega. Saj smo pri nastanku te predstave povsem pasivni, kot naprimer, če nas nekaj zaboli. Ne moramo reči, da smo mi zdaj to proizvedli, če nas moti, verjetno pač je to se zgodilo na en trpen način. Tako razvija to Mercier, v svojih delih. Problem tako zamišljenega poteka našega spoznavnega procesa v okviru neotomizma je v tem, pazite, da se zdi globoko v nasprotju s tem, kar sveti Tomaž uči o tem v znamenitem 2. členu 85. vprašanja 1. dela Sume. V njem sveti Tomaž pravi, da spoznavni lik, ali če hočemo predstava, v hlapnem pomenu besede, ne more biti tisto, kar jaz vsaj neprvotno spoznavam, pač pa le tisto, po čemer spoznavam to, kar je prvotno spoznano. Se pravi, je le v latinščini quo spoznanja, ne pa quod. Predstava je torej po Tomažu, skratka je goli quo spoznanja, ne pa njegov quod, goli posrednik, po katerem spoznavam, ne pa to, kar spoznavam. Seveda je možno po Tomažu, po naknadno, po refleksiji spoznati tudi predstavo, vendar torej šele naknadno, ne pa v prvotni naravnanosti. Prav to teorijo pa se zdi, da zavračam Mercier, ko v navedenem odlomku pravi, da je več duhov prepričanih, da imamo neposreden uvid v obstoj zunanjega sveta. Mercier meni v njih, da se motijo, citiram iz njega, in da v resnici neposredno dojemamo v naših dejih le obstoj notranje stvarnosti. Zdi se, da med te duhove, s katerimi se Mercier ne strinja, tudi sam sveti Tomaž Akvinski, kar je za poudarjeno neotomističnega mislica nenavadno in česar Mercier direktno, kolikor vem, nikjer ne artikulira. Zanimivo je tudi, da se je pravzaprav neotomizem začel ravno z uvidom o pravilnosti Tomaževega stališča, da prvotno spoznavamo izven miselno stvarnost in ne znotraj miselne. V tem so prvotni neotomisti kot Matteo Liberatore, ključen sotrudnik revije Civiltà Cattolica, videli ravno ključ za tomistično kritiko novoveške filozofije, ki pravzaprav v celoti, od Descartovega cogito ergo sum dalje, privzema tezo o prvenstvu spoznanja znotraj miselne stvarnosti, o čemer ravno tiči temeljni subjektivizem modernitete, če hočemo, Prvotni neotomisti so razumeli neotomistično gibanje predvsem kot ponovni prevzem Tomaževe misli z namenom kritike novoveške filozofije za razliko od Mercieja, ki je očitno razumel neotomizem v smislu vključevanja elementov novoveške filozofije v tomistični sistem, pa čeprav so s slednjim v temeljnem nasprotju. Naj k temu še dodamo, da je imel zgodnji neotomizem dobre razloge, da je prevzel Tomaževo stališče o drugotnosti spoznanja znotraj miselne stvarnosti in o prvotnosti zunaj miselne, kar je kasneje zelo jasno uvidel tudi Jacques Maritain, ki v svojem delu Le Degré du Savoir z leta 1932 povsem prevzel to stališče in ga še poglobil z uvidi klasičnega komentatorja Tomaževih besedil Janeza od svetega Tomaža. Temeljni razlog tega stališča je v tem, da če bi bilo tisto, kar prvotno in temelju spoznavamo, moja lastna predstava, ali drugače rečeno, moja lastna misel, potem bi bila, pazite, vsaka moja misel resnična. Resnica je namreč ujemanje misli s predmetom misli in če ta temeljni predmet misli, pravzaprav ta misel sama, potem bi morala biti vsaka misel resnična. Denimo tudi misel o tem,
ki morda koga pravkar spreletava in je zagotovo pa je spreletavala Hegla ali Heraklita, da zakon neprotislovnosti ne drži. Vidimo torej, da če bi bil temeljni predmet moje misel sama, bi to bilo v nasprotju z zakonom neprotislovnosti, bi torej bilo to protislovno. Ker vidimo, bi bilo pa res, da zakon neprotislovnosti ne drži, če si bi enemu pač zdelo, da v nekem trenutku, da zakon neprotislovnosti ne drži. Pa tudi sicer lahko vidimo iz lastne izkušnje, da ne more biti res, da je vsaka moja misel resnična, zato pa preverjamo resničnost svojih misli ob zunanjih miselnih stvarnostih. Če zdaj jaz mislim, da dežuje, ni nujno, da zunaj dežuje, kaj naredim, grem pogledat ven in vidim, a je ta moja misel resnična ali ne. Skratka, v temelju je moje misli, torej vidimo, da je zunaj referenca navezava na zunaj miselno stvarnost. Zdi se skratka, da tedaj, ko Mahnič zapiše stavek, da sklepamo iz vtisa zunanjosti na bivanje zunaj miselnih predmetov po neovrgljivem stavku vzročnosti, da se torej sam zapisuje mersiejevski, kartezijanski, po svojem bistvu netomistični in v zadnji posledici protislovni različici neotomizma. Če bi taka interpretacija držala, bi bilo enostavno pojasniti, zakaj je Mahnič tudi na nekaterih drugih poljih svojega snovanja zapadel vplivu novoveške filozofije. Lani sem na že omenjenem podobnem simpoziju imel priliko podati referat o Mahničevi politični filozofiji in vprašanju naroda, v katerem sem izpostavil njegovo nejasno pojmovanje odnosa med cerkvijo in državo, glede katerega je zagovarjal stališče, da katoliška država, to je stanje, kjer je država podrejena cerkvi kot telo v duši, to je formulacija iz Leona 13., ni povsem uresničljivo in pravzaprav normalno stanje tega odnosa, pač po resnici, pravi Mahnič, nekje nedosegljiv ideal. To njegovo stališče ni brez nadaljnega zgodovinskega pomena, saj pojasnjuje v nemajhni meri njegovo, naprimer, odločitev in agitacijo iz leta 1918 zoper vsaj nominalno katoliško Habsburško monarhijo in uprit deklarativno nekatoliške Karadžordževićeve Jugoslavije. Seveda se ponuja kar nekaj pomislekov zoper prikazano interpretacijo Mahničevega spoznavoslovnega odlomka, ki ga imamo tukaj projiciranega. Ustavil se bom v tem referatu zlasti pri enem, ki se neposredno nanaša na tekst in ki sem ga sam razvil v svoji knjigi o Mahničevi estetiki in literarni kritiki. Ostale pa bom podrobneje predstavil v članku, ki še sledi. V omenjeni monografiji sem ugotavljal, da se ortodoksni tomizem tega odlomka kaže v tem, kako Mahnič tu obravnava to, čemur pravi lastnosti. Lastnosti so seveda lahko le splošni pojmi. In so torej splošnosti ali univerzalije, bi se reklo po scholastično. Pri tem pa pravi Mahnič, da ob enem s čutenjem čutnih predmetov zaznavamo tudi njihove lastnosti. To pomeni, da na začetku našega spoznavnega procesa naš spoznava splošnosti in torej hkrati zaznavanje čutnih predmetov, ki se dogaja v čutih. Gre torej za nauk, ki ga najdemo prav tako v prvem delu teološke sume svetega Tomaža Akvinskega in sicer v 68. vprašanju, 1. člen, ki pravi, da naš neposredno spoznava le splošnosti in neposameznosti, ki jih spoznava šele posredno po nekakšni refleksiji na čute. Čuti pa spoznava seveda neposredno posamezne stvari, pa ne, neposredno po svetem Tomažu, splošnosti, splošne pojme. Tudi najbolj sumljiv stavek iz tega besedila, da sklepamo iz vtisa zunanjosti na bivanje zunanjih predmetov po neovrgljivem stavku vzročnosti, bi v tem okviru lahko pomenil omenjeno refleksijo na čute, na osnovi kateri ugotavljamo, da mora imeti čutni vtis vzrok v čutni in posamezni stvari izven nas. Na osnovi rečenega torej vidimo, da imamo v tem kontekstu opravka z dvema Tomaževima odlomkoma, ki sta na videz med seboj protislovju, vsaj pri prej omenjeni odlomek iz 85. vprašanja pravi, da je prvotno spoznana pač izven miselna stvar in šele drugotno po refleksiji naš spoznavni lik oziroma dojemanje stvari same. Pravkar omenjeni odlomek iz 86. vprašanja prvega dela teološke sume pa pravi, da je prvotno dojeta splošnost, ki se kot taka lahko nahaja, bi se reklo, le v umu, saj je plod abstrakcije in šele drugotno posamezna stvar, ki se kot taka nahaja izven uma.
Vendar je to nasprotje le navidezno, ker splošnostjo, ki jo prvotno dojema, ni mišljena splošnost kot splošnost, ki se lahko nahaja le v umu kot taka, pač pa splošnost, kot se nahaja v izvenmiselni stvari, to je kot njen lik ali forma. Tako odlomek iz 85. in tisti iz 86. vprašanja torej poudarjata, da prvotno spoznavamo izvenmiselno stvar, vendar odlomek iz 86. vprašanja precizira, da je v tej izvenmiselni stvari, torej po svetem Tomažu Akvinskem, se pravi najprej spoznan lik in šele na to tvar ali materija, ki je netvarni naravi uma šele naknadno spoznavna. Stvarjo vred pa mu postane spoznavna tudi posameznost izvenmiselne stvari, saj je tvar po svetem Tomažu pač principiju individuacionis oziroma počelo posameznitve. Ali torej branje Mahničevega spoznavoslovnega odlomka v luči besedila iz 86. vprašanja v zadovoljivi meri odpravlja očitek mersiejevske, torej bi rekli moderne, modernistične narave tega odlomka. Ključno vprašanje pri tem je, kaj misli Mahnič z zunanjimi predmeti, ki so tukaj omenjeni, na katerih bivanje sklepamo po vzročnosti iz vtisa zunanjosti. Ali misli z njim na njihovo likovno, torej splošno plat, ki se nahaja že v izvenmiselni stvari, kot rečeno, ali pa na njihovo tvarno, materialno, posameznostno plat. Če misli naslednjo, potem je to čisto v skladu s klasičnim tomizmom, če misli na to tvarno plat. Da torej šele naknadno in po refleksiji ugotovimo posameznost predmeta spoznanja. Če pa misli na prvo, potem temu ni tako. Iz tega, da sklepa nanje iz lastnosti, ki so lahko le splošne, bi se reklo, da je lahko to, na kar sklepa le nekaj drugega od splošnosti, da gre za tvarno posameznost in da se torej nahajamo znotraj klasičnega tomizma. Problem je, da pri tem sklepa Mahnič na zunanje predmete, poudarek na zunanje, in se torej zdi, da predpostavlja, da splošne lastnosti, s katerih sklepa na te predmete, niso same v temelju kot liki izvenmiselnih stvari tudi zunanji predmeti. Podobno bi se lahko reklo, drugače povedano, da gre tu za vprašanje, kaj Mahnič misli z bivanjem teh zunanjih predmetov, na katere sklepamo. Ali ste mišljeno dejansko bivanje, ki je po svetem Tomažu že vselej posamezno in potem to ne bi bilo v nasprotju s klasičnim tomizmom, posamezno, tvarno in tako naprej, v primeru pač tvarnih stvari. Ali pa je mišljeno le stvarno, to je izvenmiselno bivanje. Tu moramo biti pozorni na razlikovanje, skratka v okviru skolastike tomizma med stvarnim in dejanskim. Stvarno je izvenmiselno, k temu še pridem. V tem primeru bi imeli zopet težavo, ker liki ustvarjenih stvari niso kot taki posamezni, in torej tudi nedejanski, pač pa možni. Sicer bi ustvarjene stvari po nujnosti dejansko bivali, kar pa velja, kot vemo, seveda le za Boga. Če so zgolj možni, pa še ne pomeni, da niso stvarni, evo, to je zdaj pomembno, če so zgolj možni, nedejanski, pa še ne pomeni, da niso stvarni, ker bi sicer razlikovanje med dejanskostjo in možnostjo izgubilo stvarno podlago, če možnost ne bila nekaj stvarnega. In bi se znašli, skratka, zopet tam, kjer se je znašla filozofija za časa pred Aristotelom, torej v panteizmu, Parmenida in tako naprej. Ja, Problem je torej v tem, da Mahnič sklepa na bivanje zunanjih predmetov, ne da bi specificiral, da je to bivanje dejansko in ne le stvarno. Bi pa najbrž kazalo, da nismo pri branju tega odlomka preveč ozkosrčni in da torej ni narobe predpostavljati, da Mahnič misli z bivanjem na pomen latinskega izraza existencija ali kar esse, ki se pogosto v tomizmu prekriva z dejanskim bivanjem ali obstojem. V to smer bi dala misliti celotna Mahničeva estetika, ki močno poudarja pomen idealitete, torej možnosti, kateri se mora dejansko spreličiti tako, da jo udejanje. Ta pomen idealitete Mahnič lahko utemeljuje le zato, recimo v estetiki je zelo v spredju, pomen idealnosti umetniškega dela. Lahko to Mahnič utemeljuje le zato, ker je nekako pripisuje stvarno, čeprav še ne dejansko veljavo. Se ozira skupaj s svetim Tomažem Mahnič, da imajo ideje svojo zadnjo stvarno podlago v Božjem umu, kot zamisli, po katerih je ustvaril stvari in torej dali v Božjem bistvu, saj se v Bogu in bistvo ne razlikujeta. Zato predlagano interpretacijo v duhu 86. vprašanja sume
torej interpretacijo tega odlomka, bi se lahko sicer navedlo, poleg že omenjenih nenavadnih Mahničevih stališč glede odnosa med cerkvijo in državo, tudi Mahničevo, torej zoper to interpretacijo, ne, bi se lahko omenjene stališča vprašljiva, ne, Mahničeva glede odnosa med cerkvijo in državo, bi se lahko navedla omenjena podpora, mislim, da sem jo že omenil, skratka podpora filozofskemu osnovanju Aleša Ušeničnika, ki je pa stal že od vsega začetka na izrazito mersijejevskih stališčih. Mahnič mu je namreč objavil v Rimskem katoliku eno izmed prvih razprav, kjer so ta kartezijansko-tomistična stališča že zelo jasno izražena in potem tudi sodeloval z njim, Ušeniček je v bistvu nadaljeval njegovo delo in tako naprej. Ne? Sklenemo lahko torej ta prikaz Mahničeve umestitve v temeljne tokove neotomizma z ugotovitvijo, da je bila Mahničeva estetika, kot sem že dokazoval v svoji tozadevni knjigi, izrazito skladna s klasičnim neotomizmom in da najverjetneje podobno velja tudi za njegovo spoznavoslovje, ki pa ga je žal pustil v le nakazani in nedodelani podobi. Ta nedodelanost je morda botrovala njegovim odstopanjem od klasičnega tomizma, ki se kaže v omenjeni podpori Ušeničnikovemu kartezijanskemu neotomizmu in še bolj njegovih dokaj novoveških nazorih o razmerju med cerkvijo in državo, kar se je konkretiziralo v njegovi stalni skepsi do habsburške monarhije in v njegovem navdušenju nad jugoslovansko rešitvijo narodnega vprašanja. Hvala lepa. Hvala dr. Ivotu Kržetu. Vabim še zadnjo referentko, ki bo zaključila ta dopoldanski panel. In sicer k besedi prihaja dr. Irena Selišnik, izredna profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava dolgo 19. stoletje. Njena naslov referata bo Mahnič in katoliški pogled na žensko vprašanje na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Referentka ostaja na Primorskem, prihaja iz Postojne. Vse je tvoje. Najlepša hvala. Torej, sama bom spregovorila nekaj besed o katoliškem pogledu škofa Mahniča na žensko vprašanje na prelomu iz 19. v 20. stoletje in tudi sama bom poskusila vse skupaj pravzaprav dati v nek kontekst takratnih sprememb, modernizacije, ki se je odvijala v tem obdobju. No, če pravzaprav kar začnem, tukaj preden pravzaprav preidemo na Mahniča, bi želela pravzaprav dati en tak širši kontekst, kako se stvari odvijajo v 19. stoletju in kakšno pravzaprav je stališče večine mož o položaju žensk. Tako recimo še v sredini 19. stoletja pravzaprav najdemo tako pri katoliško kot liberalno usmerjenih možeh, bi rekla približno isto mnenje o razmerju med spoloma. Te misli se delijo številni sodobniki, za mano je nekaj takih izjav, tukaj recimo imamo izjavo Janeza Trdine, ki ga zelo razjezi pogovor z Lovro Tomanom, ki pravzaprav v diskusijo o literaturi upelje mnenje svoje zaročenke Josipine Turnograjske, in Janez Trdina zavrne slednjega z besedami: babe naj se v te reči ne mešajo, naj rajši primajo za igle in burkle, za pametni ljudi so ženske avtoritete ali v kuhinji in v postelji. In v tem pravzaprav ni bil nikakor ne edini. Imamo recimo Jakoba Dimnika, liberalnega učitelja, ki prav tako pravzaprav premišljuje o torej, možganskih kapacitetah žensk in moških. Imamo recimo tudi Antona Martina Slomška, ki zagovarja pokornost žensk možu in ugotavlja, da je mož glava, žena pa srce, noge in roke srečnega zakona. Tako da pravzaprav tako kmetski kot meščanski družinski ideali v drugi polovici 19. stoletja na Kranjskem nekako ne odstopajo od idealov drugot po Avstriji ali pa kar drugot po Evropi. Oče je družinski poglavar, odgovoren za družinsko premoženje, materialno blagostanje družine, mati pa za skrb in pa vzgojo otrok. Torej, v drugi polovici 19. stoletja, zlasti, ko gremo potem proti 70. letom, pa se pravzaprav že začnejo dogajati spremembe. Katja Mihurko bo sicer razlaga in trdi, da je porast liberalizma v 80. letih onemogočil, da bi se na Slovenskem oblikovali naprednejši pogledi. Torej,
Ona to pravzaprav, bi lahko rekli, povezuje s to veliko gospodarsko krizo, ki se zgodi v 70. letih, z tem sporom okrog konkordata, majskimi zakoni, ki potekajo, diskusija v Dunajskem parlamentu in pravzaprav pomeni zaton liberalizma. Vendar pa druga polovica 19. stoletja nedvomno pomeni tudi nadaljevanje modernizacije in pomeni nadaljevanje ženske emancipacije. Ta se začne odvijati, bi lahko rekli, v posebnih ženskih društvih, ki so kar naenkrat ustanovljena. Vemo, da v drugi polovici 19. stoletja nastane cela vrsta dobrodelnih ženskih društev, kjer so pravzaprav ženske sledijo krščanskemu etosu in mnoga med njimi delujejo tudi v smislu opolnomočenja. Potem in pa seveda, bom rekla, ženske, začnejo delovati v slovenskem narodnem gibanju, nekateri bi pravzaprav njihovo udejstvovanje v slovenskem narodnem gibanju pravzaprav imeli kar za trojanskega konja feminizma. Torej preko društev svetega Cirila in Metoda, pa tudi v bistvu že prej, preko udeležb na taborih, to, da se recimo pojavijo v narodnih nošah in opozarjajo, na vseh prireditvah tudi tu živijo Slovenci, ko recimo pride na obisk Franc Jožef, opozori recimo za name, imamo sicer Franjo Tavčar in pa Marijo Horak-Murnik, obe v narodnih nošah, se pravzaprav dogaja vstop žensk v slovensko narodno gibanje. Kot pravi Bleiweis, star slovenski pregovor se glasi: hiša ne stoji na zemlji, hiša stoji na ženi. In ta star slovenski pregovor ima dan danes obširen pomen. Mi namreč tudi moramo reči, Slovenija ne stoji samo na možeh, ona stoji na ženah slovenskih. Seveda pa se, bom rekla, dogajajo te spremembe tudi drugod, dogaja se torej predvsem vstop žensk na trg delovne sile. Za mano imamo podatke pravzaprav o vstopu žensk v učiteljski poklic, kjer že vidimo nekako, da pred začetkom Prve svetovne vojne je feminizacija učiteljskega poklica na Kranjskem pravzaprav že, bom rekla, v polnem zaletu. Torej več kot 50% je že učiteljic, podobno se odvija tudi v drugih deželah. Ženske začnejo vstopati na trg delovne sile kot uradnice, v magistratu, v pošti, v železnici. Tukaj recimo imamo tudi fotografijo Ljudmile Roblek, ki je prva zasebna uradnica. Vidimo tudi v bistvu že kratkih las. Na tak način pravzaprav se začnejo počasi rušiti tudi te ustaljene vloge med spoloma in pa seveda tradicionalno na Kranjskem zelo visok delež zaposlenih žensk, tudi zaradi zelo visokih odstotkov moških migracij iz Kranjske. Tako da družbene spremembe gredo svojo pot in hkrati začnejo nastajati tudi teksti o družbeni emancipaciji. Torej, Anton Mahnič o ženskem vprašanju spregovori v 90. letih. Katoliški tabor pravzaprav ohranja ta svoja prejšnja stališča, da je materinstvo poslanstvo vsake ženske in da je nenaravno, če si ženska ne želi otrok. Ivan Trinko naslika v Rimskem katoliku strašljivo podobo družine, ki je zanemarjena, ker je mati moderna ženska. Anton Mahnič ugotavlja, da mora ženska delovati v okviru doma in ne javno, žena deluje privatno, deluje v ožjem krogu družine, a v javnost ne zahaja. Tako da v tem kontekstu bi lahko rekli, lahko pa vzamemo ugotovitve tudi drugih, ki pravzaprav govorijo o stereotipiziranju ženske narave in posledično stereotipni vlogi v tem družbenem redu. No, naj opozorim, da Mahnič tudi zasebno naj bi bil ljubitelj žensk, kot ugotavljajo Aleš Mavar, Dejan Juhart in pa Janez Osojnik. Ti izpostavljajo, da pravzaprav Mahnič je bil nekako rahlo sovražno razpoložen do ženskega spola in ga ni imel rad v svoji bližini. Tako da sredi 90. let, ko Mahnič še vedno objavlja svoja ženska poglavja, pa začne nasprotno Slovenka ugotavljati, da je mogoče materinske dolžnosti tudi že združiti z drugimi interesi in da zaposlena mati lahko izpolni vse otrokove potrebe.
Osrednje vprašanje v teh ženskih poglavjih pravzaprav postane vprašanje ženske izobrazbe ob naraščanju deleža učiteljic in pa torej kakšen nivo izobrazbe pravzaprav ženskam dati. In Mahnič tukaj zavrača njihov vstop v srednje in pa višje šole. Tako da pravi, stoji torej na tem, da je torej mati in vzgojiteljica otrok prva izbira. No in v tem pravzaprav tudi potem pride do tega najbolj slavnega polemike z Tržaško Marico Nadlišek, ki je tudi urednica, oziroma bo kasneje postala urednica prvega ženskega časopisa Slovenka, ki izhaja v Trstu. Marica pravzaprav dvigne svoj glas in skritizira rimskega katolika. Po mojem mnenju je to, kar Mahniča najbolj razjezi, da vstopi v to diskusijo ločitve duhov in se jasno pravzaprav postavi na stran svobodomiselnega tabora oziroma liberalnega tabora, na stran slovanskega čutenja in pa tudi jugoslovanske misli. Zato tudi potem pravi, od takih modernih maričk reši nas, o Gospod. Torej, ženska, torej po njegovem, nikakor naj ne bi sodelovala v teh debatah, tako jo tudi pošlje, pravi, ostanite pri svojih ženskih opravilih, ako ste gospa, krpajte možu hlače, umivajte in povijajte otroke, če jih imate, ker pa tudi pravilno ugotovi, da je pa Marica verjetno še gospodična, jo pošilja na plese, ki se ravno takrat začenjajo v Trstu in so povezani torej z Pustom. No, če hkrati pravzaprav povzamem, bi rekla, ugotovitve Nadje Furlan-Štante, Mahnič pravzaprav argumenta Marice Nadlišek-Bartol ni zanikal. Prav, ona tudi strinja se s tem, da bo vstop žensk v javno pravzaprav spremenil žensko. Nadja Furlan-Štante pravzaprav govori o, kako se da bi spremenila ženska s telovadbo, in tudi Mahnič se pravzaprav s tem strinja. Izgubila bo svojo sramežljivo naravo in bo postala bolj samozavestna, bolj močnejša. Mahnič se tudi pravzaprav strinja, da s tem, ko bo ženska vstopila v izobrazbo, on tudi pravi, da ima isti razum in je povsem sposobna tekmovanja za moško naravno močjo. To, kar pa ji bo tam umanjkalo, pa bo pač dopolnila s svojo navidezno gizdavostjo do vrhunca. No, ampak Mahnič se pravzaprav vendarle tudi zaveda, da je ženska izobrazba nujna, kar on pravzaprav poziva je k taki izobrazbi, ki bo pravzaprav žensko usposobila za njen naravni poklic ali pa za dobro upravljanje družine, za dobro upravljanje notranjih družinskih poslov. Pravi, pri tem naj se določajo šolski predmeti na ženskih učiteljiščih in samo tja daleč naj segajo predavanja. Tukaj upozorim, da Mahnič sicer dopušča možnost, da nekaj izjem žensk je, ki pravzaprav lahko posegajo v poklic in v višjo izobrazbo. Teh ni vendarle veliko, ženska čustvena narava pa tudi ne bi ženske pravzaprav bolj spodbujala k temu, da se udejstvujejo na področju leposlovja in pa estetike. Pravi, ta drugačna esenca ženske, to določa narava in ona je pač drugačna od moškega. No, tukaj pa bi pravzaprav omenila še nekaj. Občasno se rahlo pozabavam z kakšnimi utopičnimi romani iz 19. stoletja. In tudi Mahnič izdaja v Rimskem katoliku okrog leta 1889 iz dnevnika Štefane Hodulje. To je pravzaprav odgovor na ta antiutopični roman Ivana Tavčarja 4000, kjer pravzaprav nas ponese na Kranjsko v letu 4000 in govori o tej utopiji, ki naj bi tam nastopila. No, Mahnič seveda Tavčarju odgovarja ravno v tem romanu oziroma antiutopiji Štefana Hodulje. Mahnič se pravzaprav zaveda drugačnih nazorov liberalcev in to v tem satiričnem tekstu tudi upiše, tudi one pravzaprav dobijo svoj prostor v tem tekstu.
Pravi, po šoli je bila telovadba, kar je pravzaprav tukaj presenetljivo je to, da to, kar Mahnič napove, oziroma se boji v tem satiričnem tekstu, se vse uresniči. In to se ne uresniči čez 20 ali pa 50 let, ampak se uresniči v bistvu že čez največ 1 desetletje. Tako pravi, po šoli je bila telovadba, to se potem uresniči, Pravi, slišal sem celo, da se snuje Sokolska podružnica za ženske, tudi to se uresniči, že leta 1900 je v Ljubljani ustanovljeno telovadno društvo, kasneje pa nastanejo tudi torej ženske podružnice Sokola, kasneje tudi Orla. Pravi, krono pridobitev inteligentnega ponosa narodnega ženstva se bo postavila z višjim dekliškim izobravališčem. Tudi višja dekliška šola na prelomu stoletja že obstaja in jo realizirata Hribar in pa Josip Gorjup Slavinski, torej prvi slovenski milijonar. Tako da pravi, prihodnost bo ženska in lahko rečemo, da je ta tudi bila. Tako da tudi to se na nek način uresniči. Tako da kar se pravzaprav Mahnič torej v teh svojih tekstih pravzaprav boji, je ta, da bodo ženske nadomestile moške, da bodo padle vse naravne vloge in da bo padel stari red. Da bodo torej v kratkem času, kot pravi, izpodrinile moške, da bo gospodarilo bo krilo, hlače bodo hlapčevale, mi bomo vse radikalno prenaredile, da če dalje bo razumevam, prihodnost je ženska. No, in če tukaj počasi, tukaj vidimo še torej Mladiko, višjo dekliško šolo, ki je ustanovljena prav tako, Če to pravzaprav potem primerjamo z Krekom, ne mogoče še to rečem, tukaj pravzaprav je Krek precej drugačen od Mahniča. Krek razume družbene okoliščine, razume, da neizbežno narašča delež zaposlenih žensk in vidi vstop žensk v izobraževanje kot neizbežno. Krek, nasprotno od Mahniča, se tudi brezkompromisno zavzema za politično enakopravnost žensk in moških, vendarle je Krek tisti, ki organizira prvo društvo delavk, spodbuja nastanek prvega društva za gospodinjske pomočnice, tako da ima tukaj, bomo rekli, nekoliko drugačno stališče. Strinja se z Mahničem, da je, torej ne bi ženska predvsem nastopala v vlogi matere, ampak oba pravzaprav potegneta drugačne zaključke. Strinja se tudi, da v bistvu ženska kot profesor dobe se izjeme, vendarle pa Krek mnogo bolj dopušča vstop žensk na trg delovne sile. Ne pravi, ni drugače, kako da si same iščejo zaslužka, splošno lahko rečemo glede izobrazbe. Prav je, da se odpre pot ženskam v nekaterih strokah do najvišje izobrazbe, kar recimo se Mahnič ne strinja s tem, da postanejo zdravnice, učiteljice, potem tudi recimo in seveda Krek, absolutno se zavzema za politične pravice žensk, iz tega se bodo rodila tudi posebna zaščita delavk, torej dobile naj bi aktivno in pasivno volilno pravico, pravi, tudi ženske imajo interes, individualen interes, tudi ženske imajo svoj interes v političnem življenju in pravi, s tem se rodbina ne bo kršila. Tudi ženska ima smisel za javnost. No, kot v bistvu potem tudi Aleš Maver in ostali ugotavljajo v tem svojem članku, bo potem tudi Mahnič nekoliko spremenil mnenja glede tega in bo v medvojnem obdobju tudi sam postopoma postal naklonjen vstopu žensk v javno. Torej, če povzamem, katoliška misel o ženskem vprašanju na prelomu stoletja ni enotna. Mahnič pravzaprav s strahom opazuje, kako se stari režim spreminja pod vplivom modernizacije z neizbežno hitrostjo. Pogled Kreka je bolj praktičen, za precej več občutka za družbeno pravičnost, za razvoj katoliškega ženskega gibanja in tudi pravzaprav nima nikakršnih zadržkov za angažma žensk v njem. Nasprotno pa v bistvu Mahnič bo precej počasneje torej spreminjal ta svoja stališča. Hvala.